Plemenski ples. Star evropski pregovor je šel takole. Za vsako tragedijo stoji rasna napaka. Tiste modele so izdelali po naročilu, ampak to naročilo ni vključevalo sprevrženosti. Še vedno so bili samo lutke s standardnimi merami, o tem ni bilo dvoma, ampak ko so jih postavili ob domače modele, se je čutilo. Gospod Rodendrich ni sicer še ničesar slutil. Imel si je roke, ko so novince nosili v oblačilno trgovino Heavens in njegovi prstani so drug ob drugem škrtali kot zlati zobje prvih kapitalistov. Šlo je za dobro naložbo, v to je bil prepričan. Tudi priseljencem se je naposled uspelo asimilirati in se dokopati do denarja. Zdaj je bilo treba le še nastaviti past njihovemu identifikacijskemu momentu. Zgodba je dosti daljša, tako da smo mogla skrajšati, da bom mogoče samo povzela. Gospod Rodendrich, to je lastnik te trgovine, oblačilne trgovine Heavens, si naroči lutke, ki ustrezajo fiziognomiji priseljencev. Torej, temnopoltega lutka poimenuje Barak, potem lutko, katere fiziognomije naj bi ustrezala Turkini, poimenuje Kapadokija in tretjo lutko, ki naj bi bila, ki je polševnooka, poimenuje Čopsuj. Zaposleno ima prodajalko Angelo, ki jo drži na pogodbah za določen čas. To je mogoče ta srednji del. Prazna noč je. V izložbi Heavensa je spokojno. Osvetljujejo jo reflektorji in dinamični posnetki Fashion TV. V središču stojita lutek in lutka v večernih oblekah. Vsa samozadostna in romantična, kot bi jo kdo zamrznil med plesanjem valčka. Tedaj pa lutek tleskne z jezikom. Tukaj smo zato, da ustvarjamo sanje. Bi rekel gospod Rodendrich, zadrdra lutka. Poglej ga, se spači lutek proti Baraku, ki z drugima dvema še vedno slomi ob zidu. Pa tisti dve. Zaradi njiju so iz izložbe odstranili naše. So that other part is about Angela. Ta večer Angela ni vzdržala doma. Nemir jo je izstrelil ven, čeprav se je prepričevala, da se mora za naslednji dan spočiti, da bo lahko z motiviranim vedenjem nagovarjala želje kupcev. Toda to ni bilo več gotovo. Rodendrich je imel očitno drugačne načrte z njenim delovnim mestom. Ulice so bile polne ljudi, ki so kot ona brezciljno tavali po mestu in iskali izhoda. Ni bilo do istovetenja z njimi. Še 2 uri je bila uradno zaposlena, še vedno je imela službo. Ti ljudje pa so postopali in si mencali roke, kot bi jih srbele od brezdelja. Smo spet v izložbi. Zaenkrat idilična izložba oblačilne verige Heavens. Lutek in lutka plešeta valček. Valček simbolizira evropsko zlitost. To je ples, ki se ga lahko pleše z mnogimi prikupnimi pokloni v pol odprti ali pol zaprti drži, odvisno od tega, koga imaš nasproti. Pritepenci. Že tako je malo prostora tu. Lutek začne odkimavati in ne neha odkimavati. Lutka se pridruži odkimavanju. In manj kosov obleke bo na razpolago. Barak najprej samo kihne. Klimatska naprava mu piha v gola ledja. Čopsuj se razširijo nosnice in se spet stisnejo. Kapadokija dvigne obrv in jo spusti v nevtralni položaj. So we're here back with Angela. Angela je dirala dalje, dokler se ni znašla na ulici, ki so jo z obeh strani zasedle začasne stojnice in kombiji, iz katerih so prodajali hrano.
Želodec je zarohnel ob vonju, ki se je privrtinčil z juga in vzhoda. V sebi je prepoznala prve nagibe brezposelnih. Postopala je okoli in se ravnala po svojem želodcu. To je obsodila. Toda težko je bilo najti službo v mestu, preplavljenim s poceni delovno silo. Rodendrich je nameraval zaposliti eno od turških prodajalk, tako kot je nadomestil večino belih lutk z emigrantskimi. V to je bila zdaj gotova. Kapadokiji zarotirajo oči v edinem cilju. Od nje se pričakuje, da išče službo. Prve besede, s katerimi nastopi, so: daj mi službo. Z mesta se premakne z mehanično odločnostjo, ki jo premorejo samo lutke. Daj mi delo. Zdaj se obrne k Baraku in ga zgrabi za skodrano lasuljo. Hočem tvoje delo. Barak ji v odgovor kihne v obraz. Kapadokija ga pahne od sebe. Vzela ti bom službo. Kapadokija zdaj zagrozi Čop Suj. Vzela ti bom življenje. Toda Čop Suj se ne zmeni zanjo. Njene nosnice se širijo in upadajo, skrivnostni vonj jo odpelje med nize oblek, za njo seže Kapadokijina roka in obvisi v praznini. Ne za dolgo. Saj zagleda nedaleč stran podobo. Približuje se ji in figura se veča, in ko je že povsem jasna, se Kapadokija zabije v zrcalo. To je ne ustavi. Daj mi službo, daj mi delo, ji nazaj odgovarja lastni odsev. Vanjo hipno udre smisel. Edino delo, ki je preostalo, je nenehno iskanje službe. In tako Kapadokija osmišljeno nadaljuje. Buta v ogledalo in ponavlja. Lutek pleše z lutko valček. Lutek in lutka znata dobro plesati valček. Vesta, da morata imeti pregled nad prostorom, da se premišljeno izogneta oviram, zato vse okoli mečeta hladne poglede. Zavedata se, da uglajen videz odseva izbran okus. Napetost v rokah je ravno pravšnja in telesna oddaljenost izmerjena, držita se predpisov, toda ozadje idiličnega prizorišča je vse bolj moteče. Valček zahteva svojo atmosfero. Lutka pripomni glasno in namigljivo. Ti vsiljivci so čisto skisali. Ob pogledu na Baraka za prodajnim pultom se lutek skrenži. Glej, Barak stika za hrano. Afrika je lačna. Zdaj temnopolti lutek zarotira z boki. Naenkrat mu je vse jasno. Barak odgrizne vogal prodajnega pulta. Barak žre privatno lastnino, vzklikne lutka. Barak se popraska pod lasuljo, tam vzdrsne na ramo, stlači si jo v usta in jo žveči. Vse, kar je na tebi, je privatna lastnina, zavpije lutek. Tudi ti si privatna lastnina. Svojih lastnikov si ne izbiramo sami, doda lutka. Zdaj si Barak z zobmi odtrže roko do zapestja in zamelje s čeljustmi. Pa del, ki pripoveduje o naslednjem jutru. Gospoda Rodendricha bo nekaj popadlo za koleno. Se ga lotilo silo neštetih ust, ki bodo v zboru zahtevala svoje. Zakrulil bo, iztisnil mililitre znoja in se opotekel med prazne obešalnike, ki se bodo gugali, osvobojeni teže kot razsedlani hrbti. Obesilo se mu bo okoli vratu in ga v uho moledovalo. Daj mi službo. Nekaj mu bo raztrgalo obleko, ga pahnilo na pot, prav tako mu bo zarilo nohte v čelo, izpraskalo in žigosalo ga bo kot neštete šivanke. Rodendrich bo pomislil, da bo prišla vsak čas angela v službo in ga rešila. Čop Suj. Čop Suj kot mesečnica hodi med obiščalnimi mizi in s prsti gladi obleki. Vonj, ki dehti iz njih, ji je domač. Raziskuje novo okolje.
Iza pulta izvleče časopis, na naslovnici piše: Azijsko gospodarstvo ogroža Evropo. Njeni zapestji zaokrožita navznoter, sporočilo zahteva takojšnjo akcijo. Ustavi se pred obešalnim drogom in seže po prvem oblačilu. Made in Taiwan. Vsi ti šivi spodkopavajo Evropo. Prsti se ji sprožijo in skrčijo z istim ritmom, kot so roke tajvanskih šivil sešile oblačila, jih Chop Suey razvezuje, razdira predpisane kroje. Roke Chop Suey delajo urno, kot bi bili gibi tajvanskih šivil arhivirani v telo, njena hitrost je ekscesna, drdra kot šivilski stroj, ki se mu je delovni spomin sprevrgel. Niti se kodrajo in vozljajo, niti, ki spenjajo obleko Evrope. Ampak Chop Suey ni stroj, vseeno je lutka, poti se, iz vsakega osvobojenega šiva izhlapi znoj tajvanske šivilje, zato se dvigne megla in zastre dogajanje. Angela. Angela je pomislila, zakaj si ne bi za nekaj minut zasledila življenja. Življenja, ki je bilo narezano na pogodbe za določen čas. Pogledala je na zapestno uro, čez 10 minut bo uradno brez službe. Ni si predstavljala, kako bo ali sploh bo, ko bo ura odbila polnoč. Tudi zato si je na stojnici naročila spomladanski zavitek, da bi dočakala nov dan s polnim želodcem. Pogodbe za določen čas so jo spravljale v položaj peščene ure. Čas je odtekal in po 6 mesecih je bilo na Rodendrichu, ali bo uro obrnil in ji podaljšal življenje za 6 mesecev. Tako se je zaradi pogojev dela tudi bivanje spremenilo v življenje za določen čas. Zdaj je odštevala minute in goltala zavitek, kot bi vedela, da je njen poslednji. Usodna je bila tista zlobna Šitako goba, ki je ilegalno prečkala mejo, zato da bi se zagozdila v Angelin sapnik in ji prekinila dih. Prodajalkino srce se je poslavljalo vzvišeno, 60 taktov na minuto, v tempu dunajskega valčka, preskočilo na 32 taktov na minuto angleškega valčka in se ustavilo v galantnem poklonu. Toda na številčnici njene zapestne ure, poškropljene sojno omako, so kazalci tekli dalje. Lutek in lutka vesta, da je kaos potrebno vzdržati. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Z vztrajnostjo se vrtita dalje, vsaj tako se jima zdi, čeprav stojita na mestu, saj je valček ples univerzuma, valček posnema gibanje zemlje, neskončno rotiranje družbe okoli svoje osi, izkrivljene v strahu pred kaosom in anarhijo neciviliziranih bitij. Rodendrich bo med begom skozi meglo pomislil, da bo še vse dobro, saj ima trgovino zavarovano proti vlomom, vandalizmu in terorističnim akcijam. Ko bo to domislil, se bo zabil v izložbeno okno in se zvrnil pred noge lutke in lutka. S krvavim čelom bo na steklu pustil odtis Unmade in Europe. Hvala.